Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. V tej oddaji bomo govorili o meteoritih, predvsem o tem, od kje prihajajo. Izvedeli boste tudi, kaj imajo z meteoriti Tutankamon in jedci železa. Govorili bomo tudi o rjavih pritlikavkah, zelo zanimivih objektih, ki niso ne planeti in ne zvezde. In na koncu vas bom povabil še na razstavo o Luni, ki je od prejšnjega tedna za javnost odprta v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Prejšnji teden smo izvedeli, od kje prihaja večina meteoritov, ki jih najdemo na Zemlji. Gre za veliko novico, ker meteorite raziskujemo že stoletja, ljudje jih poznajo že tisočletja in to, da zdaj vemo, od kje prihajajo, je kar veliko odkritje. Najprej osnove. Meteoriti so ostanki manjših asteroidov ali pa še manjših meteoridov, ki padejo na Zemljo. Če so ti vesoljski kamni zelo majhni, potem zgorijo v atmosferi. Če so večji, potem je tudi večja verjetnost, da pot skozi atmosfero preživijo in potem ostanki padejo na Zemljo v obliki nekega kamna, ki mu pravimo meteorit. Meteoriti pridejo v različnih sestavah, poznamo veliko tipov in stvar je zelo komplicirana, ampak na grobo lahko rečemo, da so nekateri kamniti, drugi železni. In predvsem zaradi tega železa so meteoriti bili zelo pomembni v preteklosti. Recimo, da živite 3000 let pred našim štetjem. Vrhunec metalurgije je baker. Kmalu boste spoznali bron. Nato pa hodite po puščav in naletite na en večji kamen, ki izgleda drugače, kot so kamni, kot ste jih vajeni. Ga vzamete domov, malo tolčete po njem, mogoče ga obdelujete toplotno in kar naenkrat ugotovite, da ste naredili nekaj, kar je veliko trše od kovin, ki jih poznate. Gre seveda za železo. Meteoriti so bili v zgodovini neprecenljivi vir železa. Železo v zemljini skorji namreč vezano s kisikom in ljudje so prvič uspeli ločiti železo in kisik okoli leta 2000 pred našim štetjem, ampak šele okrog leta 1200 pred našim štetjem je ta tehnika zares postala splošno znana. Tako da ja, meteoriti so železo nekako ponudili na pladnju. In najditelji so ga hitro prepoznali, kot da gre za nekaj zelo neprecenljivega in so ga oblikovali v različna orodja in orožje in okrasje. Večina starih kultur je imela predmete, ki so bile narejeni iz meteoritskega železa. Med njimi je recimo bodalo, ki je bilo najdeno v grobnici faraona Tutankamona. Zanimivo je, da so stara ljudstva že davno tega vedela, da meteoriti priletijo z neba. Zapisi Akatcev, stari več kot 4000 letja, omenjajo povezavo med meteorji in meteoriti. Zato so imeli do kamenja tudi zelo spoštljiv odnos. V nekaterih kulturah so meteorite celo jedli, saj bi na ta način dobili nadnaravno moč. Ekscentrični rimski cesar Elagabal je bil zelo navezan na sveti meteoritski kamen, prek katerega naj bi imel stik z božanstvom. Celo slavni perzijski prerok Zaratustra, ki je postavil temelje monoteistični veri, naj bi imel meteoritski meč. Ugiba se, da naj bi bil Zaratustra tako vpliven, ker je znal napovedati ponavljajoči se meteorski roj.
Potem so pa meteoriti na neki točki izgubili svojo mistično vrednost in tukaj ima prste vmes Aristotel, ki je trdil, da meteoriti prihajajo z Zemlje in ne z neba. Tako da je trajalo dolgo časa, preden so zopet ljudje prišli do tega, da meteoriti padejo z neba. Šele leta 1794 je Ernst Chladni objavil študijo, v kateri trdi, da so meteoriti povezani z meteorji. In sedaj fast forward v sedanjost. Danes poznamo okrog 70,000 meteoritov, toliko smo jih našli na Zemlji. Znanstveniki jih proučujejo na različne načine, zato da bi dobro razumeli njihovo sestavo, njihove lastnosti in da bi na ta način ugotovili, pod kakšnimi pogoji so nastali. Torej, asteroidi. Vsi asteroidi so nastali nekaj milijonov let po nastanku Osončja. So pa nastali pod različnimi pogoji, zato so tudi meteoriti, ki jih najdemo na Zemlji, različni. Ne? Kot sem rekel, zelo groba razdelitev je, da so nekateri kamniti, drugi železni. Druga stvar, ki jo znanstveniki delajo, je, da zelo natančno opazujejo asteroide v Osončju. Največ asteroidov najdemo v asteroidnem pasu med Marsom in Jupitrom. Opazovanja pokažejo, da je v tem pasu med 700,000 in 1,7 milijona asteroidov z velikostjo večjo od 1 kilometra. Sedaj pa vprašanje za poslušalce. Če skupaj zberemo vse te asteroide, asteroidnega pasu, koliko mislite, da je masa vseh teh asteroidov? Odgovor vas bo mogoče presenetil. No, znanstveniki opazujejo asteroide v tem pasu, z različnimi tehnikami pridobivajo informacije o lastnostih po asteroidih in potem poskušajo najti, a se lastnosti nekih asteroidov ujemajo z lastnostmi posameznih meteoritov. To je en način, kako ugotoviti, iz kje v Osončju meteoriti pridejo na Zemljo. No, in nova študija sedaj pravi, da kar 70% vseh meteoritov, kar smo jih našli, izhajajo iz 3 družin asteroidov. Zdaj, kaj je družina asteroidov? Asteroidi v asteroidnem pasu včasih med seboj trčijo, na ta način nastane veliko manjših skal in te imajo seveda podobne lastnosti, imajo tudi podobne orbite in znanstveniki pa z opazovanjem lastnosti in orbit asteroidov lahko ugotovijo, kateri asteroidi spadajo v isto družino. Torej, kateri asteroidi so včasih bili del enega asteroida. In teh družin je kar veliko. No, in sedaj so ugotovili, da 2/3 vseh meteoritov izhaja zgolj iz 3 družin. No, potem so pa še naprej mleli podatke in so našli še, od kje prihajajo drugi meteoriti. Tako da zdaj vemo, od kje prihaja 90% vseh meteoritov, ki jih poznamo. Mimogrede, že prej smo vedeli, da okrog 6% meteoritov pride z Lune, z Marsa in z Veste, največjega asteroida v asteroidnem pasu. Še nekaj besed o tem, kako asteroidi dejansko pridejo do Zemlje. Tisti, ki so najprej v asteroidnem pasu, se pač gibljejo okrog Sonca v asteroidnem pasu, potem pa tlak Sončeve svetlobe ter gravitacija Jupitra včasih kakšen asteroid nekako sune in ta potem se mu orbita spremeni, začne potovati proti notranjemu delu Osončja in če se pot Zemlje in tega asteroida križata, pač asteroid pade na Zemljo. Z Luno in Marsom je majčkeno drugače. Tukaj gre pa za to, da
če večji asteroid trči z Luno ali Marsom, potem nekaj materiala izstreli v vesolje in ta potem lahko čez milijone in milijone let, ko govorimo za Mars, pade na Zemljo. Pri Luni gre seveda vse skupaj precej hitreje. No, meteoriti so bili več tisočletij del človeške kulture in zdaj po vsem tem času končno vemo, od kje prihajajo. Pred kratkim smo izvedeli, da zvezda Gliese 229b ni ena zvezda, ampak sta v resnici dve. Samo po sebi nič posebenega. Ni prvič in ne bo zadnjič, da smo ugotovili, da zvezda, za katero smo mislili, da je ena sama, da gre v bistvu za dvozvezdje. Kar je bolj zanimivo, je narava te zvezde oziroma teh dveh zvezd. Gre namreč za dve rjavi pritlikavki. Dajmo si pogledati, kaj rjava pritlikavka sploh je. Lahko bi jim rekli, da so to planeti, ki si želijo biti zvezde, pa ne morejo to biti. Če smo malo bolj zlobni, bi pa lahko rekli, da gre za spodletele oziroma falirane zvezde. Rjave pritlikavke imajo maso med 13 in 77 masami Jupitra. Torej so bolj masivne od planetov, nimajo pa dovolj mase, da bi bile zares zvezde. Masa teh objektov namreč v njihovem središču ne ustvari pogojev, kjer bi lahko jedrske reakcije vodik zlivale v helij in potem helij naprej v ogljik, kisik in tako naprej, tako kar se dogaja recimo v našem Soncu. V rjavih pritlikavkah se sicer dogajajo določene jedrske reakcije, recimo prihaja do zlivanja deuterija, to je težkega vodika. V najbolj masivnih rjavih pritlikavkah lahko celo dobimo litij. Ampak to ni dovolj, da bi jim lahko rekli, da so to tiste prave zvezde. Zaradi pomanjkanja teh jedrskih reakcij ti objekti tudi ne sevajo tako močno kot zvezde, zato so zelo temni in jih je zelo težko odkriti. Prva rjava pritlikavka je bila odkrita šele leta 1995, Tide 1. To je zanimivo, da je bilo to isto leto, ko je bil odkrit prvi eksoplanet okoli običajne zvezde. Nedolgo zatem je bila pa odkrita Gliese 229b, o kateri sem govoril na začetku. Te zvezde so tako temne, da jih težko vidimo, tudi če so pravzaprav na našem vesoljskem pragu. Recimo, najbližja rjava pritlikavka, pravzaprav gre zopet za dvojni sistem rjavih pritlikavk, je sistem Lumen 16, ki so ga odkrili šele leta 2013. In tukaj gre za zvezdi, ki sta od nas oddaljeni zgolj 6,5 svetlobnih let, medtem ko je nam najbližja zvezda oddaljena 4 svetlobna leta. Rjave pritlikavke so zelo zanimive. Po eni strani tako, da jih je v vesolju ogromen. Dejstvo je, da ko zvezde nastanejo iz velikega molekularnega oblaka plina, nastane populacija zvezd z različnimi masami. In takih z zelo veliko maso, recimo nekaj 10 mas Sonca, takih zvezd je izredno malo. Zvezd, ki imajo pa maso manjšo od Sonca, je pa veliko več. In zato je rjavih pritlikavk v vesolju verjetno ogromno. In zato se jih splača raziskovati. Zanimivo je, da v središčih teh objektov potekajo tudi čudni kvantno-mehanski pojavi. Če rjavi pritlikavki dodamo maso,
dejansko postane manjša. Torej, njen radij se zmanjša. Rjave pritlikavke, podobno kot zvezde, ob nastanku obdaja protoplanetarni disk in okrog rjavih pritlikavk lahko najdemo tudi planete. No, slučajno nas je prejšnji teden dosegla še ena novica, povezana z rjavimi pritlikavkami. Tokrat je prste imel vmes vesoljski teleskop James Webb. Znanstveniki so teleskop usmerili proti malemu Magellanovemu oblaku. To je satelitska galaksija naše galaksije. Torej, če greste na južno poloblo, potem boste na nebu videli dva taka zmazka. To sta v bistvu dve galaksiji, mali in veliki Magellanov oblak, ki jih lahko vidite celo s prostimi očmi, še lažje pa z daljnogledom ali pa teleskopom. In mali Magellanov oblak je od Zemlje oddaljen približno 200,000 svetlobnih let. Za občutek, premer naše galaksije je okrog 100,000 svetlobnih let. Po eni strani je ta galaksija zelo blizu naše, sploh če pogledamo, kako veliko je vesolje, po drugi strani pa je pa daleč stran, 200,000 svetlobnih let ni malo. In v tej kopici najdemo področje, več področij, v katerih nastajajo nove zvezde. In eno izmed teh področij je NGC 602, v katerem poznamo približno 1500 zvezd, podobnih Soncu. Rojevajo se pa tudi nove zvezde. In kako te zvezde odkriti? Zelo težko, ker te nove zvezde se nahajajo znotraj oblakov prahu. Tako da, če opazujemo v vidni svetlobi, s katero mi lahko vidimo z našimi očmi, potem enostavno ne moremo videti teh zvezd, ker so zastrte s prahom. Ampak, če pa te zvezde opazujemo v infrardeči svetlobi, ta svetloba pa potuje skozi prah in nam v bistvu razkrije, kaj se dogaja za temi prašnimi zastori. Vesoljski teleskop James Webb opazuje v infrardečem in zato so ga tudi uporabili, da so opazovali to območje, in izkazalo se je, da za nekaterimi izmed teh prašnih zastorov dejansko ležijo rjave pritlikavke. Če bo ta rezultat potrjen, potem bodo to prve rjave pritlikavke, ki jih bomo odkrili v drugi galaksiji. Rjave pritlikavke so torej kar posebni objekti sami po sebi. Res ni upravičeno, da jim pravimo falirane zvezde. Od konca prejšnjega tedna si lahko v Prirodoslovnem muzeju Slovenije ogledate razstavo o Luni. Razstavo je pripravil Prirodoslovni muzej Slovenije, pobudnik in soorganizator je Andrej Guštin iz zavoda Kozmolab. Pripravili smo pa tudi strokovno monografijo Življenje z Luno, ki jo boste tam tudi lahko dobili. Luno vsi poznamo, je zelo tesno povezana s človeštvom. Si lahko predstavljate življenje brez Lune. Je pa res, da o Luni marsičesa ne vemo, ali pa marsikaj mislimo, da vemo, pa vemo narobe. Ta razstava je namenjena vsem, ki bi se o Luni radi še malo več naučili ali pa preverjali svoje znanje. Kar nekaj zanimivosti bo pri tej razstavi. Ena je ogromen model Lune. Gre za model Lune s premerom 1,7 metra. Narejen je bil z 3D tiskom in je bil tak res ogromen projekt. V bistvu tiskanje je trajalo kar 1200 ur. Sam model vas bo verjetno presenetil, po eni strani, ker sta si strani Lune
ta, ki je Zemlji blizu in ki jo mi vidimo, in tista stran, ki je ne vidimo. Ti dve strani Lune sta si zelo različni po reliefu. Po drugi strani je pa Luna tudi pobarvana v resničnih barvah, kot res izgleda, in tudi to vas bo malo presenetilo, ker Luna ni, ko jo vidimo na nebu, je nekaj zelo svetega. V resnici, če bi šli pa v vesolje in pogledali, kakšne barve je, bi bila bolj barve asfalta. To je v bistvu zelo zanimivo pogledati. Druga stvar, ki vas bo mogoče zanimala, je, da je v muzeju tudi košček Lune. Muzej ima en košček meteorita, za katerega vemo, da je bil včasih del Lune, in tega meteorita se boste lahko dotaknili, torej si boste lahko dotaknili površja Lune. O Luni na splošno in o razstavi sva se pogovarjala z Andrejem Guštinom za Radio Trst A. Povezavo do oddaje, za tiste, ki jih mogoče to zanima, bom dodal v pripis k tem podcastu. Razstava bo odprta še dolgo časa in lepo ste vabljeni, da si jo ogledate. Tako, s tem smo prišli do konca današnjega podcasta. V preteklih 2 tednih se je tudi v naših koncih nebo odprlo, tako da smo lahko opazovali komet, veste kateri. Če ste posneli kakšno lepo fotografijo in bi jo rad delili z nami, potem se jo bomo zelo razveselili. Kot vedno pohvale, kritike, komentarje sprejemamo na portalpavesolje@gmail.com. Naslednja epizoda bo Luč sveta zagledala čez 2 tedna. Do takrat vam pa želim veliko jasnih noči.